Pozdravljeni. Ormoški občinski svet se je v ponedeljek sestal na redni seji in obravnaval 13 točk. Med temi so obravnavali zaključni račun občine in sprejeli rebalans proračuna za tekoče leto. Ormoški občinski svet se je na 21. seji najprej seznanil s trendi varnostnih pojavov na območju občine Ormož. Komandir policijske postaje Ormož Edvard Cvetko pravi, da so v letu 2016 na področju kriminalitete zabeležili za 21,13% več kaznivih dejanj kot v letu 2015. Nekaj več je bilo tudi kršitev javnega reda in miru. Ugodnejše razmere pa beležijo na področju prometne varnosti, saj se je skupno število prometnih nesreč zmanjšalo. Bilo jih je 75, z eno smrtno žrtvijo in 29 telesnimi poškodbami. Na področju varovanja državne meje so zabeležili en ilegalni prehod. V nadaljevanju seje pa so potrdili zaključni račun občine za leto 2016, kljub temu, da je svetnik Dani Vrbnjak bil oster z očitki, kako se sredstva, namenjena za poslovno cono, prenašajo iz leta v leto, v smeri razvoja gospodarstva in turizma pa se ne naredi nič. Na ta očitek in še na nekatere v nadaljevanju je potem obrazložitve nanizal župan, ki je med drugim povedal. Jaz mislim, da glede na to, kar je povedal gospod Šerod, nimamo razloga, da bi zaključni račun kritizirali, pa o njem razpravljali tak stene. Nobenega, ker se je maksimalno, kar se je dalo, tudi proračun iz leta 2016 realiziral. Vse, kar se je dalo, kar je bilo možno, pa še več od tega, ne. Zdaj pa še nekaj zadeve, pa zdaj moram generalno bom odgovoril. Kar se tiče industrijske cone, gledajte, zakaj je teh 30 000 notri v proračunu? Zato, ker je dana neka postavka, da če nekdo ponudi zemljišče, da lahko kupimo. Zdaj z imeni ne bomo operiral, mi smo bili zmenjeni z lastniki, bomo ponudili, če da se res dvignilo nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Nadomestilo se je lani dvignilo, lastniki kljub temu niso bili pripravljeni svojega zemljišča prodati. Zato je tudi ostalo teh 30 000 naprej v proračunu kot neuporabljene. Veste vsi, da smo jim ponudili 10 evrov po kvadratnem metru. Zakaj smo toliko ponudili 10 evrov po kvadratnem metru? Iz tega razloga, ker je bila najprej kupljena zemlja za obvoznico oziroma cesto v industrijsko cono po taki cene. Malo manj, 9,6, zato smo mi zaokrožili na 10 evrov. Da se s temi lastniki, ki so notri, nič ne pogovarjamo, seveda se pogovarjamo, ampak tako, jak je bilo rečeno, naredilo se je, zarisalo se je cono na privatni zemljišče, zdaj pa vsaki kalkulira pa misli, da pač to zadevo drago lahko prodal. Da treba v industrijsko cono zgraditi infrastrukturo. Glede, ta industrijska cona ima vso infrastrukturo, ki je potrebna. Če kdo hoče graditi, lahko jutri gradi, da se ni nič zgradilo. To ne drži, ne. Bioplinarna bi se zgradila v industrijski cone, če bi občinski svet, pa ne v tej sestavi, glasoval za eno spremembo odloka v industrijski cone. Da se lahko v industrijski coni dela energetski objekt, ker tega niso hteli sprejeti. Glasovanje je bilo 10-10, ravno tako, volitve so se bližale, ne? In je potem bil rezultat, kaj? Da se je naredila bioplinarna izven industrijske cone. Pa je bil kakšen problem vodovod priključiti? Ne. Je bil kakšen problem elektriko dobiti? Ne. Je bil kakšen problem na kanalizacijo se navezati? Ni bil. Čez našo industrijsko cono grejo vse te inštalacije, celo plin. Je plinska centrala v industrijski cone. Konec koncev smo v tem času, v tej industrijski coni se povečala betonarna, se je zgradila ena trgovina s gradbenim materialom, na naslednjo sejo boste dobili odločitev o tem, da se bo gradila vinska klet, zgradili smo eno veliko parkirišče pri tovarni Carrera, kar je tudi v kontekstu industrijske cone nekega drugega vlagatelja, to, kar pa razlagajo določene, da ne bomo rekel kdo, nažalost ga do tega trenutka ni bilo. Z večjimi smo se pogovarjali, na konci, ko smo prišli do enega, ki je kazal ali pa še kaže interes, smo gotovili,
da moramo na področju tovarne Slatvorja, ki je tudi del te velike industrijske cone, spremeniti odlok o prostorskem planu, to, kar je danes tudi na dnevnem redu, in ko bo danes to sprejeto, jim bomo jutri lahko sporočili, gledajte, mi smo odlok spremenili. Zdaj drugo, generalno, da občina Ormož premalo vlaga na področju gospodarstva. Gledajte, izgradnja namakalnega sistema. Ormoška občina ima izgrajene enega največjih namakalnih sistemov v Sloveniji in še ga mislimo večati. Seveda rabimo tu pomoč države in da se to tudi naslednje leto uresničilo. Sedaj je zgrajeno na 750 hektarjih, to je direktna pomoč gospodarstve. Kako da ne, vse kmetijstvo, to je del gospodarstva. Če mi zgradimo po skoraj celi občini optično omrežje, pa to ni prispevek za razvoj gospodarstva, za razvoj turizma. Če zgradimo vodovod, da imajo vodo, če naredimo kanalizacijo, na katero se lahko gospodarski in drugi objekti priključijo, a to ni prispevek k gospodarstvu. Morate pa verjeti, da v našem gospodarstvu dosegamo 1/2 tistega, kar je povprečje BDP-ja v Republiki Sloveniji. Malo več kot 1/2. Zato je kriva občina. Pa ni to samo problem Ormoža. To je problem celega severovzhoda, z Mariborom, ključno. Prvi sklep o dodelitvi evropskih sredstev v novi finančni perspektivi v višini 861 evrov smo dobili v petek. Pa je 4. leto nove finančne perspektive. Dobili smo sklep za energetsko sanacijo. To ne, da se cesta hitra ne gradi, pa da je obljuba. Glejte, toliko, kak si Ormož prizadeva, toliko si ne prizadeva nobena občina ob tej poti. Ne, nobena. Ker so vsi bliže avtoceste. Tudi Ptuj si toliko ne prizadeva. Pa mi javno povedati, kak si Ormož prizadeva. Ampak kaj, naj mi začnemo delati cesto. Obljubljena je bila, ko se je delala železnica. So rekli, gledajte, če pristanete na to, da mejni prehod Mihovci pri Veliki nedelji ostane nevojske, tam se bo zgradila obvoznica, smo rekli, se strinjamo, ker je bil veliki poseg tam predviden. Kaj se je zgodilo? Obvoznice še vedno nimamo. Pa tega ne bo mogla nobena občinska uprava z nobenim županom zrihtati, če ne da neke podpore nekje druge. Tako, jak je prej gospod Novak povedal, gledajte, na področju turizma poskušamo pač, koliko zmoremo. V bistvu vsak reče, da je premalo, da je tisto, kar smo naredili kapljico morja, da moramo predlagati, kje vzeti. Samo reči, tu dajmo več, ok, podpišem. Tu dajmo več, podpišem. Samo rečete mi še, kje bomo vzeli. Lahko drugič boste prišli, ne gospod Vrbnjak z ekipo k meni, dajte nam več za kulturo, dajte nam več za šport. Ko smo naredili igrišče, ste rekli na otvoritvi herojsko dejanje. Še meni je šlo malo na smeh, ko sem to slišal. Da vas rekli, da mora imeti tisti, ki to naredi, nekaj tam, da vas ne bom zdaj citiral. Ampak šlo je koliko? Ogromno je šlo denarja za tisto, kar ste tam bili vsi veseli, tega se je naredilo. Mimo grede, lani je prišlo do ene nevihte, je poplavilo vašo dvorano, 40 000 evrov je šlo. Tak, čez naenkrat. Lahko bi pustili, pa bi rekli, zdaj pač deca malo telovadili po parketu, ki bo tako malo valovit. Neki imajo radi, če se malo vozijo. Pa so rekli, gledajte, to ne gre, moramo narediti, popraviti, prišle do naravne nesreče in da nama zdaj jaz z tem ne tudi. Podjetniški inkubator, ki smo ga ustanovili, je dejansko pomoč gospodarstvu. Tam je zdaj 6 inkubirancov, eni bolj na isti točki so, ena pa se širi in pridobiva na tem socialnem podjetništvu in ta zadeva gre naprej. Ker nismo potem seveda v industrijski coni naprej razvijali podjetniškega inkubatora, ker ga imamo, ker vemo, da je tam pač ena zadeva v stečaju in da bomo imeli možnost tam se pojaviti kot kupci, nismo potem tudi tisti sredstev, ker ste spraševali, realizirali za investicijo, ker smo študirali narediti projekte, da bi šli z neko državno pomočjo v lastno izgradnjo
inkubatorja, smo rekli ne, ko da je prilika, bomo rajši obstoječega odkupili, da ne bomo še ene zapuščene stavbe imeli v Ormožu, tam pa postavljali v industrijske cone neke nove. In zato je tudi ostalo tisto, eni ste vprašali, nerealizirano. To je 10 000 evrov, seveda za vsako kanalizacijo premalo, je pa zadosti za neki načrt, da bi en stranski kanalizacijski vod ob ceste naredili, če bi se pojavil kakšen investitor. Naprej kupovati zemljišča, tako je rekel gospod Novak, to je včasih bilo, pa tako tudi je, tu v tej sobi povedano, da je to nezakonito, da bi si občina na zalogo kupovala neka zemljišča, če jih seveda sama ne rabi. Zdaj pa po vrsti še gospod Trstenjak. Ne, ja, gledajte, vrtci nastanejo 1,5 milijona evrov, vse verjetno še več, ne. Če sploh tisto, kar se investira v nove vrtce, ne upoštevamo, ampak samo to pač, ker občina mora plačati po zakonu, ne, vsem vrtec, se pravi od, ne vem, največ doplačujemo tako, da imajo brezplačno, pa do tisti, ki imajo visoko plačo 80%, ne, pri nas nekaj pride povprečno na ceno vrtca 22% prispevek staršev, ostalo pa morajo plačati občina. Kar se tiče stare šole na Umu, kakšna bo vsebina, trenutno so že notri klub motoristov, potem je soba urejena za društvo, ima svojo pevsko kulturno društvo, ne, mislim, da se, ja, Janez Trstenjak, ne, poleg tega pa bo ni še do konca rejeno, notri bo 9 garsonier. Imamo povpraševanje mam, ki ostanejo z otrokom, mi smo ponudili ministrstvo za delo, da bi lahko bil na Humu materinski dom, pa so nam odgovorili, veste, kaj so nam odgovorili, da imajo v Prekmurju zadosti materinskih domov. Se pravi, sploh ne vejo, da mi nismo Prekmurje. Ne? Ampak v enem stavku je bilo odgovorjeno, v Prekmurju imamo tega zadosti, pa nimajo, niti v Prekmurju nimajo zadosti. Ta potreba po materinski domovi je velika in gledajte, občina Ormož ga je zgradila z lastnimi sredstvi, ponovno bomo ponudili, če želijo, da tu naredimo materinski dom. Imamo trenutno 2 doma iz domačega okolja, ki bomo tja namestili, samo še ni do konca naredilo. Jeremičev mlin, ne? Jeremičev mlin bi naj postal neka tehnična kulturna dediščina. Jaz bom enkrat zdaj, ko bom malo to več naredil, vas povabil, da si boste prišli ogledali, to je zdaj že dosti naredil tam notri. Problem je, da ne moreš dobiti v Sloveniji več strokovnjaka, ki bi se na to spoznal in bi to zadevo obnavljal. Enostavno ga ne morete dobiti, tako nekako lovimo. Enega za malo stvar, pa drugega za malo stvar, pa tretjega. Kaj je teh 82 000 evrov bilo, prekrili smo, to je ogromna stavba, so 3 stavbe tam, potem vodo smo mogli pripeljati, elektriko smo mogli pripeljati, nekaj opreme stare mlinske smo kupili, ker je bilo vse ven izropano in Jeremičev mlin dobival nazaj svojo prejšnjo podobo. Rad bi, da bi tam bil ta muzej tehnične dediščine, ki bi ga tudi obogatili z neko staro kmetijsko opremo, dokler je še to možno po naši skednje nekaj nabrati. Trenutno je še. To nam kupujejo Avstrijci, mogli bi začeti kupovati mi Slovence. Zdaj to delamo. V nadaljevanju so potem potrdili rebalans proračuna za leto 2017 in k obstoječemu proračunu zagotovili slabih 1,3 milijona za investicije. Med drugim bo potrebnega več denarja za modernizacijo načrtovanih cest, ker se je podražil asfalt. Za preplastitev igrišča v Mestni Grabi, za nakup knjižničnega gradiva v načrtovani krajevni knjižnici v Vajnkovcih, za subvencioniranje oskrbe s pitno vodo in drugo. V tej točki je svetnik Jani Ivanuša vložil amandma, da se iz proračuna vzamejo sredstva 10 000 evrov, ki jih občina namenja za ureditev smučišča Globoki klanec v Hranjigovcih, občini Sveti Tomaž, ker je mnenja, da občina Ormož od tega ne bo imela nič. Z njim so se strinjali tudi svetniki SMC, a večina svetnikov potem amandmaja ni sprejela.
V nadaljevanju so sprejeli odlok o spremembah odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki odslej omogoča, da za zagon industrije na območju nekdanje tovarne sladkorja ni več potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Med ostalimi točkami na dnevnem redu so izglasovali negativno mnenje k imenovanju Brigite Tetičkovič iz Ptuja za direktorico Centra za socialno delo v Ormožu. Pozitivna mnenja pa Vladu Hebarju za ravnatelja osnovne šole Miklavž pri Ormožu ter obema kandidatkama Tatjani Petek in Klavdiji Zorjan Škorjanec za ravnateljico glasbene šole Ormož. V Podgorcih je bilo že 41. ocenjevanje vin, ki ga ob podpori domače krajevne skupnosti vsako leto organizira Turistično društvo Podgorci. Letos so k soorganizaciji pristopili tudi člani Društva vinogradnikov Šparonija. Na ocenjevanju je bilo 84 vzorcev vin, domačih in okoliških vinogradnikov. To je pa številka, kot pravi predsednica Turističnega društva Podgorci, pravšnja, da ocenjevanje poteka v prijetnem vzdušju. Na ocenjevanje so prinesli vinogradniki z našega okoliša, moram pa se pohvaliti, da letos so prinesli tudi iz Avstrije, imamo 2 vzorca, kar nas zelo veseli, da tudi izven naših meja smo znani po našem ocenjevanju v Podgorcih. 84 vzorcev je kar lepa številka, ne ste zadovoljni, recimo organizatorji? Organizatorji smo zelo zadovoljni, tudi komisija je zadovoljna, ker s tem to lahko v enem ocenjevanju, prijetnem dnevu naredimo in to se nam zelo dopada, da če nekaj ostane, to ta številka je zelo prijetna. Turistično društvo Podgorci je letos dobilo novo pomoč, imate torej soorganizatorje, kaj vam to prinaša? Prinaša nam zelo širši krog drugih vinogradnikov, ki spoznavamo medsebojnega druženja, tako vidimo malo tudi drugih vinogradnikov, mnenje našega ocenjevanja, vin, vsega podrobnosti, kaj katero društvo dela. Rezultati so seveda zaenkrat neuradni, uradne rezultate pa boste razglasili kdaj in seveda tudi podelili priznanja? To pa bo 19. maja ob 7. uri zvečer. Gospod Kukovec, kaj eno takšno ocenjevanje pomeni za vašo krajevno skupnost? Gre za tradicionalno ocenjevanje, ki je prineslo kar lep sloves Podgorcem. Ja, 41. ocenjevanje v Podgorcih je resen sloves Podgorec, znano zdaj že vse posod, pa to se tudi vidi po številu vzorcev, ki so prinašeni. Lani je bilo sicer nekaj malo več, ker je bilo 40, ki smo se posebej potrudili, da smo res povabili vse več vinogradnikov, letos je pa to bilo čisto spontano, tako kot vsako leto. Da to za krajevno skupnost nekaj pomeni, moram reči že iz tega vidika, zato ker tudi krajevna skupnost daje pokale za določene vzorce oziroma za naše vinogradnike iz naše krajevne skupnosti damo 3 pokale za prvo, drugo in tretjo najvišje ocenjeno vino vinogradnika naše krajevne skupnosti. Kajti, koliko mi je znano, so vzorci prinešeni tudi iz Avstrije, pa se pravi kar širšega dela Štajerske. Kako pa sicer promovirate svoj kraj? Z vini, s ocenjevanjem? Kako se trudite? Ja, kot krajevna skupnost smo uspeli, da smo pred nekaj leti naredili en del vinske turistične ceste po Podgorcih, katero do nekle vzdržujemo. Mogoče bi jo lahko celo več oziroma bi se vedno dalo več. To je ena od zelo pomembnih stvari, na kateri se odvija vincenkovanje vsako leto, na katero prihajajo iz širšega območja Slovenije pohodnike, tako da vseeno Podgorce pride še nekdo drugi. Moram reči, da to ocenjevanje je tisto, to drugo. Vse ostale aktivnosti se pa odvijajo glede na dogajanja raznih društev. Imamo 13 društev v krajevni skupnosti, kar je lepo število in seveda vsak doprinese neki kanček tega razpoznavanja naše krajevne skupnosti, kar ni slabo. Razen krajevne skupnosti je letošnje ocenjevanje vin potekalo v soorganizaciji Društva vinogradnikov Šparonija, kar seveda ni slučajno. Magister Boštjan Štefančič, ki je kot predstavnik društva Šparonija bil tudi član ocenjevalne komisije, pojasni.
Ja, lani smo skupaj že organizirali, oziroma tudi lani z Podgorci, turističnim društvom, eno predavanje. In takrat smo videli, da zakaj ne bi stopili skupaj, ker v našem društvu Šparonija ime izvira od šparona in pa aronije, na katero tudi nekateri gojijo in je tudi zelo perspektivna po naših krajih, po nižinah, in smo rekli, zakaj ne bi stopili skupaj in pomagali, in ker nas je dosti malih vinogradnikov, naprimer kot sem jaz, in bi stopili skupaj in si pomagali ter tudi to prireditev skupaj organizirali in se povezali v bistvu. Kako dolgo pa že deluje to vaše društvo? Našo društvo Šparonija deluje nekje 2 leti, ampak smo zelo, rekel, mladi in pa ambiciozni, imamo tudi zelo sposobnega predsednika, to je Viktor Vičar, in seveda imamo, da postanemo prepoznavni, da se povežemo, da skupaj tudi nastopimo potem na tržišču. Kakšne pa sicer so vaše prioritete, recimo, razen tega, da skupaj nastopate na tržišču, kaj imate v načrtu, recimo, kaj bi radi dosegli kot društvo? Predvsem prepoznavnost in da postanejo naše vinograde spet, da se bolje povežemo, da skupaj nastopamo, ker več nas je malih vinogradnikov. Letos seveda je tudi mogoče danes bolj žalosten dan, ker nas je pozeba tudi zelo prizadela, in da seveda skupaj tudi z pomočjo mogoče aronije, ki pa je tudi sedaj začela se tu pojavljati, da se enostavno stopi na tržišče in pa da smo prepoznavni. V bistvu je to, da se družimo, izobražujemo in pa seveda tudi nekaj naredimo tudi v smislu ekonomskih uspehov. Gotovo ste tudi podporniki takšnih ocenjevanj, kot se torej dogaja tukaj že tradicionalno v Podgorcih, če ne vas ne bi bilo zraven. Je prav, da se toliko na tolikih koncih, lokacijah pravzaprav vina ocenjujejo? Se vam zdi to prav? Mislim, da Podgorci so eni od pionirov, če že ne prvi, ki se je taka ocenjevanja začela, in Podgorci so v bistvu ena legenda, ki je tu zelo veliko naredila za razvoj vinogradništva in tudi dvig kakovosti vina, ker tu se v bistvu srečujejo mali vinogradniki, tu je znanje, tu so ljudje, ki so pripravljeni zastonj v bistvu deliti svoje znanje med male vinogradnike. Mislim, da tudi Podgorci so osnova uspeha našega vinogradništva in tudi dvig kakovosti vina, zato mi zelo podpiramo tako prireditev. Danes ste član komisije, lahko že morda kakšno oceno izrazite? Vina so zelo dobra, korektna, tu pa tam se kaj najde, takega, ko je kakšna napaka, ampak mislim, da je zelo dober letnik. Vina je ocenjevala 7-članska komisija strokovnjakov in poznavalcev. Razen Boštjana Štefančiča iz društva Šparonija so v komisiji bili še Matija Kociper, Cvetka Sakelšek, Franc Bezjak, Rastko Tement, Andrej Rebernišek in Lidija Ruška, ki je bila predsednica komisije. Navdušena nad dolgoletnim entuziazmom organizatorjev ocenjevanja v Podgorcih je tudi tokrat o vinih spregovorila z vsem žarom. Moram reči, da mi je čast doletela, pravzaprav prišla sem, nisem še vedela, da bom predsednica, ampak mi imamo tak že leta nazaj, ker je kolega Kociper še prisoten, ker je on bil tu prvi ocenjevalec pred 41 leti. Lansko leto je bil on predsednik, te pa se mi menjamo. Vseeno je pravzaprav, ker jaz tudi enako vredno ocenjujem. Imamo 6 članov komisije, to je ena pestra komisija. V Podgorcih je zmeraj to na visokem strokovnem nivoju, ker društvo se trudi, da to ocenjevanje ima težo, kot je do zdaj imelo, da imajo čim večje število vzorcev in seveda, da je ocenjevanje Podgorci že nekoč bilo pravzaprav nekje ena takšna presejalno ocenjevanje, ko se je znalo, katera vina, ko so že drugje bila ocenjena, pa so prišla Podgorce, pa je tu bila ocenja ali potrjena, ali pa je bila ocena mogoče, drugačna, in ljudje so imeli orientacijo, da pravzaprav grejo na ocenjevanje v Radgonu, na naše republiško ocenjevanje, ali da dajo vzorce ali pa ne. Tako da Podgorci imajo res turistično društvo, moram pa reči, ja jih moram pohvaliti. Veste, organizirati eno strokovno ocenjevanje ni enostavno. In oni še imajo, kljub temu, da je v glavnem vse volontersko delajo, oni se trudijo, da bi ta nivo ostal, da bi naša vina
pravzaprav prišla nekje v veljavi in da čim več teh ocenjevanja, to pomeni, da to je obenem največja promocija, ne? In veste, danes se vina sicer zakonsko ne smejo promovirati, ampak na takšen način, ko se ocenjuje, ko se dajo rezultati, ko se o vinih veliko govori. Jaz rečem tako, da mi premalo poudarka damo z ozirom na našo bogato vinorodno deželo, na kvalitete, katere imamo v našem vinorodnem območju, da smo mi preskromni. Žal, poglejte, kaj drugje v svetu, kako se oni enostavno non-stop Italijani, oni non-stop po vinu govorijo. Oni po celem svetu pravzaprav tiste oddaje dajo, da se čim več govori o vinorodnih območjih. Jaz rečem, to je največje bogatstvo, katerega mi imamo, je ta naša žlahtna kapljica oziroma vinska trta. Vse posod, ki je doma vinska trta, so ljudje plemeniti, ljudje so miroljubni. Tisti ljudje, kateri vino pijejo, seveda, tu je v glavnem najvišja kultura, najvišjem nivoju. Tu se rojevajo bogati umi sestranski, tu imamo največ književnikov, največ pevcev, Skratka, vidite, to moramo častiti in moramo čim več o tem govoriti. Ker danes, nažal, dominira svete, tisti divjaki. To prosim, ne bi rada žalila ta drugo vero, ki Allah prepoveduje pitje vina, pitje alkohola. To je zmotno. In vidite rezultat, pogledajte si vi divjaštvo, katere se tam poraja. In to je vse vezano na način, ne rečem samo čaščenja vina in sploh prehrane in sploh tiste geografske širine, ko mi živimo, ko imamo trto, ko imamo srečo. Ampak danes ni problema, tam, kje trte ni, se pač pripelje ta žlahtna kapljica in prosim, pitje vina pomeni seveda visok nivo občutka za hrano, potem, da znaš, kaj piješ in da znaš, zakaj piješ in da znaš, kako bo organizem reagiral. Pravzaprav ljudje so plemeniti, to plemenitost mi moramo nekje pravzaprav biti presrečni, da imamo. In seveda, rada bi pa rekla, naša štajerska regija, naš podravski vinorodni rajon, da smo mi nekako preskromni. Mi mislimo, da bo kar samo od sebe prišlo. Ne, dajmo si vzeti vzor Primorce, ko vidite, koliko oni govorijo, kako se oni trudijo, koliko oni tisti povestic, kmetijskih oddajah, 3/4 kmetijskih oddaj so sami Primorci, oprostite, to je res. Mi, Štajerci oziroma severovzhodna Slovenija, Dolenci, mi pa mislimo, ja, to bo tako. Ne. Mi moramo naše sorte, naš način življenja, naše bogatstvo čim več dati na piedestal, pravzaprav tisto, kaj imamo, je največ vredno in tistega moramo biti nekje se zavedati. Naša društva, moram reči, naše društvo vinogradnikov, tokrat nije prišlo v poštev, da bi skupaj organiziralo, ne vem, kaj se dogaja v društvu. Jaz sem tudi članica, pa meni je to prvič danes, da enostavno so oni delno tudi bojkotirali to ocenjevanje, kaj tudi ni prav, veste, ni prav. Ker mi, če nam društvo vinogradnikov že tradicionalno 41krat organizirajo to ocenjevanje, pa bodimo srečni, da še imajo entuzijazem, da ljudje še imajo voljo, željo to narediti. Prosim vas lepo, te pa jih moramo počastiti za svojo prisotnostjo, a o vinih da ne govorimo, da vina, ko se tu ocenijo, ko potem bomo rezultate dali ven, seveda bodo najboljše od najboljših, ker letnik 16, moram reči, kljub pozebi, evo zdaj smo imeli ponovno pozebo, a kljub pozebi je bila kvaliteta zelo, zelo spodbudna, zelo dobra, vina se lepo negujejo, lepo se bogatijo z komponentami, kar je zdaj faza zorenja. Veste, mi pravimo tako, ali je zgodaj ocenjevati, mogoče še prezgodaj, ker vina, naše pozne sorte, še nimajo tisti potencial, kot ga bodo imeli na konci tamo leta, ker mi tudi zelo zgodaj mlada vina damo na trg, ker tudi ne bi smeli, mogli bi malo počakati, ker veste, v Nemčiji nimate mladih vin na trgu, v Nemčiji imate letnik
2 leti, 3 leta nazaj. Francozi, ma kje pa, ne pride v poštev, da bi se mlada vina, razen tisto, ko dajo tisti njihov bužole. Te pa mi mislimo, kaj je to? Prosim vas, kaj bomo mi bužole propagirali? Naši Ljubljančani so vsi nori na tudi bužole. Pa to je premlado, nerazvito. To je dejansko sokec. Jaz bi rekla, to je vino mora to zoreti, ker za zorenjem vino dobi tisto polnost, harmonijo. Veliko novih spojin se razvije v fazi zorenja in to moramo omogočiti z ležanjem vina, z časom, prosim lepo. Hvala lepa, gospa Lidija. Ja, prosim, to je bilo, veste, jaz sem po naravi predavateljica, ne, jaz rada pojasnim ljudem, pa moramo si malo, veste, mi moramo malo oživeti tisto, kaj smo nekoč vedeli, pa smo malo pozabili, pa moramo ponovno znati in o tem mi moramo govoriti. Vinogradniki ne smejo biti sramežljivi, pa nekaj, kaj jaz vem, za sebe čuvati tisto bogatstvo, kaj imajo. Ne, to moramo povedati, dati, pravilno ovrednotiti. Mi imamo prepoceni vina, to jaz kritiziram non-stop. Kaj si mislite? Eno primorsko vino, buteljka 10 evrov ali 15-20 evrov, pa oni misle, da to ni preveč. Naša, žal, dosti niže cene so in se borimo, da to pravilno ovrednotimo. Kakovosti primerno, dajmo cene takšne, kot si vino zasluži. S tem bomo tudi kulturo pitja malo zboljšali, ker bo človek razmislil, če si je kupil buteljko po 15-20 evrov, 10 evrov, te ne bo pijo tak, ne, na eks. Ne, bomo pili spoštljivo, po kapljicah, uživali in seveda takrat bo vino za zdravje, ker tudi to je, vino je hrana, v prvi vrsti hrana. Ne priznam drugo. Vse, kaj je drugo, tisto napijanje oziroma velike količine naenkrat, to pomeni pravzaprav zastrupitev. In ti ne smemo čutiti alkoholiziranost po vinu, mi moramo čutiti blagodat, bogatstvo vina kot hrano in takrat vino deluje tako, kot je dejansko njegova naloga. Vino je hrana v prvi vrsti. Končne rezultate bodo objavili na svečani podelitvi priznanj 19. maja ob 19. uri v Podgorcih. Po neuradnih rezultatih je veliko zlato medaljo prejel Traminec ledena trgatev letnik 2001, Anice in Janka Mariniča iz Bresnice v krajevni skupnosti Podgorci. Od možnih 20 točk je namreč prejel oceno 19,80. Skupaj je še 14 zlatih, 42 srebrnih in 6 bronastih medalj. V Ivanjkovcih imajo odslej defibrilator, razen v gasilskem domu odslej nameščen tudi na poslopju tamkajšnje osnovne šole. Čemu služi in kako ga uporabljati, so se podučili tudi šolarji. Od meseca marca je na zgradbi osnovne šole Ivanjkovci nameščen avtomatski eksterni defibrilator. Čemu služi in kako se z njim rokuje, so se tako podučili tudi šolarji. Z njegovo pravilno uporabo se namreč lahko pomaga sočloveku ob morebitnem srčnem zastoju in takšnega znanja ni nikoli preveč. Za odlično otrokom razumljivo predstavitev rokovanja s aparaturo je poskrbel diplomirani zdravstvenik Boštjan Viher. Zraven smo bili v 2. razredu. Ravnateljica osnovne šole pa pojasni, da postavitev defibrilatorja na šolsko poslopje ni bila slučajna. Z našega vidika ni tako slučajno. Prvič zaradi tega, ker sicer v krajevni skupnosti Ivanjkovci imamo en defibrilator, imajo ga gasilci, vendar je v notranjih prostorih, mi pa smo želeli, da ta defibrilator namenjen torej ne samo našim potrebam, torej šolskim za izobraževanje ali pa kakor tudi v resnični uporabi, ampak torej čim širšemu prebivalstvu krajevne skupnosti Ivanjkovci. In zato, ker smo pač prejeli donacijska sredstva, ki jih moramo nameniti v preventivo pred nesrečami in tako dalje, smo pač del sredstev torej namenili za defibrilator.
Seveda, tako kot je to običajno na vaši šoli, da nič ne prepustite slučajnosti, ste seveda tudi poskrbeli za izobraževanje otrok v tej smeri. Danes smo bili na obisku v 2. razredu. Kdo so bili tisti učenci, ki so se poučili? Ja, praktično mi danes bomo naredili izobraževanje torej od 1. do vključno 9. razreda oziroma za vse učence. Tako da bi radi vse naše učence podučili, kako se torej uporablja defibrilator, na drugi strani pa osnove torej ravnanja z morebitnim poškodovancem, pacientom, kakorkoli ga imenujemo, v primeru nezavesti. Ko smo opazovali torej učence nižjih razredov, v katerem se je torej zdaj izobraževanje že izvedlo, smo gledali visoko stopnjo motivacije, zainteresiranosti. Tudi smo videli na začetku malo zadržanosti, predvsem, ker se vse skupaj počne na lutki, vendar ta začetna zadržanost je pravzaprav hitro skopnela. Vsi učenci že 1. razreda so bili dovolj pogumni, da so naredili masiranje srca, vpihe, seveda vklopili defibrilator in verjamem, da v vsakem razredu višjem bo še enostavneje in da tudi bodo naši učenci dovolj pogumni, da bodo to tudi naredili. S tem pa bo nam praktično vsem lažje, če se bomo v tej situaciji tudi znašli. Torej, defibrilator na poslopju osnovne šole je torej namenjen vsem krajanom. Tako je, vsem krajanom in seveda na nek način mi upamo, da bomo ga čim manj kdorkoli potreboval, pa vendar v primeru, da ga pa torej krajani, krajevne skupnosti Ivanjkovci potrebujejo, pa je namenjen torej vsem. V vsakem primeru je mreža javno dostopnih defibrilatorjev velikega pomena. Še eden več v kraju, sploh pa dostopnejši, bo v primeru laičnega oživljanja ob srčnem zastoju morda rešil katero od življenj. Tega dejstva so se tako v ponedeljek naučili tudi ivanjkovski šolarji. Na osnovni šoli Stanka Vraza se vedno dogaja kaj zanimivega. V zadnjih 14 dneh gostijo potujočo razstavo Igraj se z mano. Otvoritev razstave pa je bil tako še en pester dogodek na šoli. Povod za možnost postavitve razstave del, ki so nastala v okviru likovnega natečaja mednarodnega projekta Igraj se z mano, sta bili 2 risbici, ki sta jih narisala učenca osnovne šole Stanka Vraza, Srečko in Alen. Tako da ni slučajno, da je otvoritev te razstave bil na šoli pester dogodek. Danes imamo mi otvoritev mednarodne potujoče razstave v okviru projekta Igraj se z mano. Ta projekt deluje v okviru Centra Janeza Levca in pa Društva za inkluzijo v Sloveniji. Poslanstvo in vizija tega projekta je, da se povezujejo otroci s posebnimi potrebami z večinsko populacijo vseh generacij. Torej, mi smo se v tem šolskem letu prijavili v projekt na področje likovnega natečaja. Se pravi, sodelovali smo v likovnem natečaju. Naši učenci so torej izdelovali likovne izdelke in 2 učenca sta bila tudi izbrana, da se njihovi izdelki predstavijo v Cankarjevem domu, kjer je bila na nivoju države otvoritvena razstava. Potem, ko so se vsi izdelki zbrali, naj povem, da so izdelki iz večjih držav, torej iz Slovenije, iz Makedonije, iz Hrvaške, iz Italije, pa še iz drugih. Ko so se torej zbrali, je razstava dobila status potujoče razstave in torej mi jo od danes naprej tudi gostimo. Torej, na našo šolo je prišel le delček te razstave, ker je del preko 3000 in v okviru tega dogodka današnjega, torej otvoritve, smo mi povabili tudi naše prijatelje, s katerimi se družimo. To so skupina Kapljice iz vrtca, s katerimi se intenzivno družimo v luči inkluzije, torej pod okvirom našega projekta Drugačnost nas bogati, in pa učence iz osnovne šole v Ormožu, spet pa pod okvirom tega projekta Drugačnost nas bogati. Torej, za danes smo jim pripravili otvoritev, lutkovno predstavo in pa sedaj bodo potekale delavnice, kjer bodo lahko izdelovali lutke. Torej, naši učenci z našimi gosti, ker tako kot sem rekla, vizija in poslanstvo tega projekta je, da se naši otroci, odrasli, vključujejo v večinsko populacijo. Pojasni ravnateljica in doda, da na šoli sicer likovnemu ustvarjanju tudi sicer dajejo velik poudarek.
O ponedeljkih tako na šolo še posebej prihaja učitelj likovne vzgoje. Srečko in Alen torej delata pod njegovim mentorstvom. Pred kamero je stopil Srečko. Si bil vesel, ko so te izbrali? Ja, pa ko smo šli v Ljubljano. In kako je bilo tam? Super, izdelali smo tam tudi izdelke, bilo je polno pecivo, zelo smo se zabavali. Potovali dolgo, verjetno, ne? Ja. Srečko, meni so povedali, da si res pravi umetnik, da umetniško ustvarjaš že več časa, da zelo rad rišeš. Kdaj pa si ugotovil, da te to veseli? V 6. razredu. In kdo te vzpodbuja pri tvojem ustvarjanju? Sošolce, učiteljica. Anže sem slišala tudi, ne? Ja, pa Anže. Kdo pa je Anže? Učitelj, ki vsak ponedeljek pride nam kazati, kako vse lahko na kakšen način slikam. In kaj rišeš ti, mi povej še? Stripe, slikanice. Kaj pa si narisal za tokratno razstavo? Državno igro Človek ne jezi se. To si torej narisal? Ja. Si veliko časa risal to? Ne. 2 ure. 2 uri. Pa kaj sošolcem tudi kaj pomagaš pri risanju? Ja. In bi kdaj želel morda še kakšno risbo razstaviti kje ali pa več svojih risb? Ja. Da bi si ljudje ogledali. Da bi imel torej kar svojo razstavo, kaj ne? Ja. Srečko, gotovo ti bo uspelo. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala. Vesela druščina učencev osnovne šole Stanka Vraza, otrok iz skupine Kapljice v Ormoškem vrtcu in učencev osnovne šole Ormož si je tako na dan otvoritve razstave najprej ogledala klasično lutkovno predstavo. Potem pa so se vsi skupaj odpravili še v telovadnico, kjer so se igrali živih lutk. Najprej so bili princese, potem princi in na koncu še hudoben zmaj, ki je hotel ugrabiti princeso, a jo je princ junaško rešil. Sledila je skupna ustvarjalna delavnica, kjer se je rezalo, izrezovalo, lepilo in risalo, končno pa nastalo kup zanimivih izdelkov. Seveda je ostal čas tudi za ogled razstave likovnega natečaja Igraj se z mano, ki bo v prostorih osnovne šole Stanka Vraza na ogled le še kakšen dan. Bistvo vsega pa je seveda druženje in spoznavanje drugačnosti. Ja, to pa je izrednega pomena, zato ker naši učenci morajo biti tudi socialno vključeni v lokalno okolje. To je torej cilj inkluzije, da ne pride do socialne izključenosti, ker program je zelo ustrezen za jih, so uspešni, ampak včasih pa pride do prekinitve socialnih stikov in to si želimo, da bi te povezave bile zelo močne, koliko je pač najbolj možno. Ja, v vrtcu še sprejmejo drugačne, potem pa se začnejo opažati te razlike in verjetno takšni projekti krepijo to, da se pravzaprav to ne dogaja v kasnejši dobi odraščanja. Ne? Ja, to me zdaj veseli, da ste uporabili izraz razlike. V resnici nismo drugačni, smo samo različni, vsi med seboj smo si različni in prav je, da spoštujemo že od samega začetka to različnost. In glede na to različnost ima vsak možnost, da se udejstvuje v življenju, v izobrazbi, pa potem tudi v odraslem življenju. Tako da se mi zdi, da smo mi tisti, ki jim moramo pomagati, da to sprejmejo, tako okolje kot starši in pa seveda sami vrstniki. Tako da prej začnemo jih vključevati, lažje je, vidimo tudi te skupine, ko so zdaj pri nas
ker so vključeni v naš projekt že od samega začetka, tudi njihovega izobraževanja so čist navajeni recimo na našo populacijo, se imajo o marsičem pogovarjati in ni med njimi za takšnih razlik. Tudi tako bo svet postal boljši. Tudi letos so starši, učitelji in učenci osnovne šole Stanka Vraza pripravili dobrodelno prireditev Prijatelji prijateljem, s katero so za šolski sklad zbrali nekaj vedno dobrodošlih evrov. Dragi gostje, prijatelji, starši in znanci, toplo vas pozdravljamo na zdaj že tradicionalni dobrodelni prireditvi z naslovom Prijatelji prijateljem, ki smo jo pripravili učenci osnovne šole Stanka Vraza Ormož skupaj z učitelji in starši. S pesmijo, plesom in z lepo besedo vam želimo polepšati dan in vam pokazati, da svet resnično lep. Denar, ki ga bomo danes zbrali, je namenjen šolskemu skladu, kjer se zbira denar za pomoč učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, nakup nadstandardne opreme in za zviševanje standarda pouka. Življenje marsikdaj ni takšno, kot smo si ga predstavljali. Ko se rodimo, ne dobimo zemljevida ali navodil, ki bi nam omogočale živeti polno in srečno. Ampak nič za to, življenje je velika pustolovščina. Znani slovenski pesnik pravi, pa kaj za to, če svet ni raven, pač bo kar bo nekaj zraven. V življenju je treba verjeti v čudeže, na oder vabiti učence, ki nam bodo zaupali zgodba o majhnem škratu. Enkrat je bil en majhen škrat, enkrat je bil en škrat. Tudi letos je dobrodelna prireditev osnovne šole Stanka Vraza bila pestra prireditev, na kateri se je pelo, plesalo, igralo, sploh pa je bilo slišati veliko izbranih besed in globokih misli. S prvo točko so učenci osnovne šole Stanka Vraza dokazali, da vedo zapeti in tudi zaigrati na kakšen preprost instrument. Odlično pa so se izkazali s folklorno točko. Čas prihaja, ko mati zgodaj staja, mlado skrbi, ko več potica daja, praši čas smo zredili, zdaj bomo ga lovili. Okrog vodo, za njim bomo hodili, klobase so narejene, so materi vročene, so poprane, so glicane, a niso še pečene. Prišel bo tudi godec, dobil bo svinjski gobec. Ne pridi k nam, šerepti nam, da dober bo želodec. Potem so se izkazali kot igralci. Predstavili so se s skečem, ki predstavlja družino, v kateri živijo 3 generacije.
Joj, to ta noga! Saj to je več ne za zdržati. Kak me boli, da bi si jo človek najrajši vun zmeknil. Joj, joj. Ja, ate, kaj že pa samo jamrate skozi, nekaj fali. Franček, Franček! Pa kaj pa ti ne čuješ, že pol ure kričim skupje. Kaj bi že te za parado? Vse mu mi dol pogorelo, nič sem drval, ti že nalagam v kurbo. Pa gnaš še mojo deca na stop v šoli, pa bi jih šli gledat, a ne? Pa tak, če bi vi tiri šli z nami. Jej, to bi bilo pa tako lepo, da se samo zmislim, da sem jaz bila teko star, kak sem lahko bežal. Nišče me ne je mogel loviti, vse jabolka sem pobral vesi, te pa sem bežal, kako sem lahko. Gremo te zdaj pomalo nesti, ko damo kasne. Tudi ugankarstvo jim ni tuje. Pozorno poslušaj prvo uganko. Rada prede, rada spi, sladko mleko ji diši. Če se pes budi za njo, hitro spleza na drevo. Je mučan. Ja, pravilno si gotovim. Tudi petje ne. Ptičica piška vesela, od moja mamica ptičke ni pela. Daj mile zvezdice zlate letuje, ljuče oči imaš, mamica moja. Daj mile zimski blok za ga premiri, zvišče pa mamici, daj te ne zmiri. Češki slabe volje i veselje svoje, redovni misli tako Božje. Niti se mojte razveli i so žalosti se zamori. Mi peluti, razvijajte parke, podaj mi svoje plače. Skočim se in skočim ja, to je pesem veselka srca. Vmes sta zbrane v dvorani Ormoškega doma kulture pozdravila ravnateljica šole magistrica Mojca Visenjak in župan Ormoža Alojz Sok. Za konec pa so učitelji skupaj s starši odigrali še gledališko predstavo o slončku Elmerju. Ali veste, kdo smo mi? Sonja Gruščina. Vsaki slonček se vrti. Glasno topota. Džungli se lepo živi. Elmer šaliti se znaš. Izkupiček prireditve je bil 804 evre, kar šolskemu skladu za kakšen poseben namen zelo prav pride. Za konec pa še na ormoški mali maraton. Letos je bil že 16. po vrsti.
Udeležilo se ga je čez 200 tekačev različnih generacij. Lep pozdrav ljubiteljince, ljubitelji športa. Atletski klub Ormož je tudi letos organiziral Ormoški mali maraton, ki je bil že 16. po vrsti. Udeležilo se ga je 205 tekmovalk in tekmovalcev, ki so tekli na 21, 10 in 5 km. Otroci so se podali na razdalje dolge 1200, 600 in 300 metrov. Otroci v osnovni šoli z območja Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža so se pomerili še na teki štafet. Uvodoma je sodelujoče nagovoril župan občine Ormož Alojz Sok. Vidim, da se vas je zbralo veliko število na to lepo nedeljo, lepo vreme imate, tako da bo tudi samo tekmovanje lepo in pa izvrstno. Jaz vam vsem želim dobre rezultate, predvsem pa seveda dobro počutje tukaj v Ormožu in pa potem tudi lepo vrnitev na svoje domove. Slišim, da ste od vse povsod in tako je lepo, dobrodošli v Ormožu. Ta hiša tu spodaj bo s časoma postala tudi neki atletski center, takšen imamo plan na občine in verjamem, da bo to v kakem dobrem letu se tudi uresničilo, tako da bo tu en center ormoške atletike in takrat bo tekmovanje še bolj prijetno. Dobro tekmujte in hvala lepa, da ste me povabili in da sem vam lahko zaželel obilo sreče pri tekmovanju. Na 5-kilometrski progi je med moškimi prvo mesto zasedel Zoran Nedok, med ženskami pa Maja Novak. Na progi dolgi 10 km je v moški konkurenci zmagal Vito Kunstek, pri ženskah Vesna Pliberšek. 21-kilometrsko razdaljo sta najbolje istočasno pretekla Blaž Orešnik in Danilo Magdič s časom 1:15:09. Kot vsako leto na domači tekmi neizmerno uživaš, posebej z Blažom, ker smo podobno pripravljena in smo ga šla od štarta do konca. Skupaj, ne vem, kaj bi lahko bilo lepše. Kako potekajo vajini treningi? Velikokrat vas vidimo tu v smeri Lešnice, ne, da tečete. Ja, koliko se le da, se zmenimo, da tudi kaj skupaj. Ponovaj v nedeljo čez Jeruzalem, Dolžine, delamo skupaj, četrtke, da bi te prilike bi tudi povabil vse, se lahko pridružijo. Tam četrtek se dobimo in delamo skupne treninge. Tako povabimo, jaz še v mojem imenu povabim čim več kandidatov, prilagodimo se vsem, to ni neka hitra zadeva. Meni se verjetno ne bi prilagodila, ne, jaz sem zelo počasna, tako kot kakšna babica. Bi se drugi, nas je več. Najdemo vam družbo, v vsakem primeru. Imate sekcijo za starejše upokojenke. Točno tako. Sicer pa Blaž in Danilo do resnejših tem, kaj vam pravzaprav pomenijo zmage, ki jih pravzaprav lahko bi rekli eno za drugo ukradeta na nek način, pribežita si vedno znova, ne? Ja, seveda, vedno je lepo zmagati, zato se pripravljamo, ampak mislim tudi za Danila, koliko ga poznam, ni samo zaradi zmage, ampak predvsem zaradi druženja, skupnih treningov, pa tisti osebni rekordi, no, predvsem to. Točno tako, prvo se gre za druženje, jaz sem si v Ormožu našel svojo družbo in uživam v tem, koliko gre. Tiste zmage so, tisto pride naknadno, tako bom rekel. Tisto je potem pika na i, bi lahko rekli, ne? Tako, to je zaradi te naše družbe, brez tega to ne bi bilo mogoče. Ja, vsi, ki pravijo, da tek ti daje eno posebno energijo, ki je druge ne moreš dobiti. Priporočam vsem, nepozabno doživetje. Pozabno doživetje. Danes sta se dogovorila, da tako skupaj pribežita v cilj? Ne, na začetku ne, pred tekmo, ampak smo rekla, da celo pot smo šla skupaj, podobno smo pripravljena, smo rekla, pa gremo skupaj še v cilj. Si zaslužita oba prvo mesto. Točno tako. Sicer sta zadovoljna s tem, z časom? Zadovoljen. Jaz osebno sem zelo zadovoljen. Ker prihajam sem imel nek sklop priprav in to je bil en test, pokazatelj, kje si in sem res zadovoljen. Na vrhu ste torej, ne? Ne, to pa še ne. A ne še? To je samo del poti še. Kaj pa Blaž, kakšno je zadovoljstvo z današnjim časom? Ja, sem zadovoljen. Tudi letos malo sem imel spad treninga, neke poškodbe, se tudi počasi vračam. Tudi ta tekma ni bila, upam, da tisti vrhunec sezone, tako da se bomo še pripravljala dalje in na kakšni drugi tekmi pokazala še boljše. Približuje se seveda tudi maraton v Radencih. Kam vse letos naprej? Sezona se šele prav začenja. Ja, točno maraton v Radencih nam je prvi cilj. Je letos tam tudi državno prvenstvo na
polmaratonu. Tako da upam, da ta pridemo še bolj pripravljena in spet skupaj oba dosežemo želeni čas. Danilo, kam še naprej po Radencih? Radenci so en glavnih ciljev. En teden po Radencih pa me čaka vojaško svetovno v Kanadi. Malo natrpan program, ampak uživamo v tem. To bo prva vaša udeležba tam? To bo že tretja. In kako je na takšnih svetovnih prvenstvih? Nepozabno. Pride več kot 20 držav, spoznaš ogromno ljudi in zabave po tekmi so nepozabne. Kako daleč pa se beži? Na 42, klasičen maraton. Nič tako težkega. Nič tako težkega. Kako pa pravzaprav zdržati takšno razdaljo? To vprašanje za oba velja. Ko naprimer na sredini že počasi izgubiš morda voljo, pa si rečeš, meni je res to treba, pa zakaj, pa kako zdržati? Ja, sigurno je pametno se pripraviti, zdaj tako samo na maraton tudi ni zaiti, ne. Pa poznati, koliko si sposoben, iti svoj tempo in gre, ne. Če pretiravaš, pol pa je tista druga polovica oziroma zadnjih 10 km na maratonu zna biti. Tu je Danilo bolj izkušen od mene. Je res to, kar pravi Blaž? Maraton je posebno poglavje. Mislim, da moraš biti malo rojen že za to, za tako noro zadevo. Brez treninga nima smisla iti sploh na štart. In koliko treninga je potrebnega? Verjetno različno, ne? Moje mnenje, moje izkušnje, 1000 km minimalno. Da ne trpiš po nepotrebno. Pri ženskah je 21 km razdaljo v času 1:33:48 najhitreje pretekla Sonja Sukič. Pri otroških tekih so se v štafeti najbolje odrezale deklice osnovne šole Ormož in dečki osnovne šole Sveti Tomaž. Pri deklicah je bila na 1200 metrov najhitrejša Teja Glavica, pri dečkih pa Filip Janežič. Tekli so tudi na 600 metrov. V tej kategoriji sta bila zmagovalca Eva Rakuša in Klemen Modrijančič. Najmlajši so se pomerili na progi dolgi 300 metrov. Prvo mesto je zasedla Maša Polanec, pri dečkih pa Luka Zvočanec. Atletski klub Ormož se je znova izkazal kot odličen gostitelj. Ja, prve ocene so zelo dobre. Iz strani organizatorjev Štajerskega kroškega pokala smo dobili vseh 15 možnih točk glede organizacije, tako da mi smo s tem zadovoljni seveda in to pomeni, da so tudi naši tekmovalci bili z našo organizacijo zadovoljni. Čestitam, koliko pa jih je prišlo in odkot vse pravzaprav? Skupaj je danes v vseh tekih tekmovalo 205 tekmovalcev, 85 v otroških tekih, 25 na teku na 5 km, 45 na teku 10 km in pa 50 na tekih 21 km. Če se ustaviva najprej pri najmlajših, kakšno razdaljo so morali preteči? Otroci so imeli 3 razdalje, najmlajši so imeli razdaljo 300 metrov, enega kroga na stadionu, potem so imeli 600 metrov, 2 krogov in pa najstarejši so imeli 4 kroge 1200 metrov. In pa zraven tega so potem še tekmovale štafete osnovnih šol, občin Ormož, Središče ob Dravi in pa Tomaž. Pri fantih so tekmovale 3 štafete, 2 štafeti, pri dekletih pa 3 štafete. Daljše teke ste seveda preselili izven lokacije stadiona. Kje je letos potekala trasa? Ja, trasa kot že je običajno, letos tudi uradno premerjena, tako da 2 kroga na stadionu, potem pa en krog po Ormožu in pa potem v smeri Lešnice. Vsaka razdalja se potem malo preko po polovice obrne nazaj proti stadionu in potem je cilj spet na stadionu. Tudi vreme vam je služilo tako, da verjamem, da je to, kar ste si želeli, ne? Ja, tako je. Včeraj smo že ostale stvari pripravili, po noči sicer je malo nekaj deževalo, ampak zjutraj je potem bilo vse super, tako da smo lahko tek izpeljali mislim, da kar optimalnih pogojih. Je številka 205 tista, ki ste jo pričakovali, ali bi želeli še kakšnega več, pa kaj to pomeni v primerjavi s prejšnjimi leti? Ja, sigurno bi si želeli še kakšnega več. V primerjavi s prejšnjimi leti pri otroških tekih je bilo več udeležencev,
medtem ko pa malo manj je bilo na tekih 10 in pa 21 km. Ne vem, mogoče da bi bila to posledica tudi malo slabšega vremena v tem tednu, če ne pa smo kljub temu z obiskom zadovoljni. Bomo pa se trudili, da jih v naslednjem letu dobimo še več. Člani vašega kluba so tudi letos na tem polmaratonu dokazali, da so v izvrstni formi, če se morda lotiva še rezultatov na 5, 10 in pa torej 21 km. Ja, res je, naši člani se vidi, da pridno trenirajo, da so dejansko tisti, ki so aktivni v tekih, da so pripravljeni, se udeležujejo tudi kar dosti tekov, tako da ti rezultati naših članov niso neko veliko presenečenje in smo seveda veseli, da imamo take uspešne tekmovalce. Ja, lahko, če preletimo malo rezultate, absolutno moški na 5 km je zmagal Zoran Nedok iz Atletskega kluba Ptuj, drugi je bil Tonček Lukman Žunec iz Atletskega kluba Ptuj in pa tretji Slavko Kumek iz ŠD Snaga Maribor. Pri ženskah je na 5 km zmagala Maja Novak iz osnovne šole Venkovec, pred Živo Puklovec iz osnovne šole Venkovec in pa Petro Mohar Lorbek Potem pri 10 km absolutno pri moških je zmagal Milan Koser iz Maribora, pred Dejanom je zmagal, zmagal je Vito Kunstek iz Ade Štajerska, drugi je bil Dejan Prendl, Atletski klub Panvita in pa tretji Milan Koser iz Maribora. Pri ženskah absolutno je zmagala Vesna Pliberšek, Atletsko društvo Štajerska pred Ano Gajič in pa pred Natalijo Roskar Pristovnik in pa potem še razdalja iz 21 km zmaga ostala v Ormožu, zmagovalec je Blaž Orešnik, drugi je bil Danilo Magdič in pa tretji Martin Ocepek iz Domžal in pa pri ženskah absolutno na 21 km je zmagala Sonja Sukič, Atletsko društvo Štajerska, druga je bila Petra Jenko in pa tretja Helena Bučak. Kar se tiče torej udeležbe, sva že povedala, mlajši, starejši, kdo pa je bil najstarejši udeleženec letos? Ja, najstarejši udeleženec letošnjega maratona je bil na razdalji 5 km in sicer Polde Dolenc. Polde Dolenc, letnik 1931, tako da res spoštovanja vredna leta in pa seveda, da je še zmeraj sposoben se udeležiti teh tekov in premagati primerno razdaljo za njega. Člane Atletskega kluba Ormož ob dnevu državnosti 24. junija čaka organizacija še enega velikega dogodka. Na vrsti bo že 14. ormoški ulični nočni tek. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro.
Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi, tu je center ponovne uporabe, veš kaj vse moje obleke, sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje, pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi, si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, kaj sem si kufar sobom prinesel, kaj ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa vas naj povabim še k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva iz dne 8. maj 2001. Nova oddaja pa bo kot običajno čez teden dni. Lepe prvomajske praznike vam želimo in srečno do prihodnjič.